Pozdravljena na mojem kanalu. Skorp mi je vrnil udarec. Dal mi je izziv, da mu dokažem, da sem varen voznik. S pomočjo aplikacije Drive, če zberem od 90 do 100 točk, pomeni, da sem varen voznik, kar je moglo biti kar lahko, ker če sledim vsem predpisom, bi mogel zbrati vseh 100 točk. Kaj sploh je aplikacija Drive? Je brezplačna aplikacija, s katero analizirate svoje vožnje in izboljšujete svoje vozne navade. Drive meri hitrost, prepozna nevarno uporabo telefona med vožnjo in meri sile pri vožnji. Omogoča pa tudi nastavitev avtomatičnega snemanja vožnje, kar pomeni, telefon si daš na neko vidno in varno mesto, da bo lahko GPS pravilno deloval, imaš pa 24 ur časa, da vožnjo zavrneš ali sprejmeš. Si le prišla, zdravo? Ja, malo sem. Servus, glej. Jaz sem kar odložil telefon, startu aplikacijo, pa pičimo videla. Ajde. Menjeno. No, sledilci si zagotovo še ne poznate, to je moja punca Anja. Jaka si je naša punca, ne? Kaj sem hotel reči, seš ti malo na hitrico predstavila? Ja, Povedala nekaj o sebi? jaz sem Anja, stara sem 18, torej hodim 4. letnik srednje šole. Najraje spim, Tako jaz. ukvarjam se s fitnessom, fizijalno hodim. Rada jem, Rada imaš mene, najraje imam jakeja. tako vse. Pač vse imamo isto, mislim, ne vse punce, da imamo mene rade, ampak rad imam fitness, rad spim, rad imam hrano. Ne, ima zdaj skregala v avto. Okay. Kaj sem hotel reči? Daj, povej ti njim. Sem jaz varen voznik? Niti ne. Nisem varen voznik. Anja, idi ven, če nisem varen voznik. Seveda sem varen voznik. Je tam vse, Ne govori tega. si. No, to te vprašam zaradi tega, ker zdaj imam sklopljeno aplikacijo Drive, Ja, s katero bom meril, kako hudo varen voznik sem. okej. Skorp mi je dal izziv, moram dobiti več kot 90 točk, 100 je maksimalno. Po moje pa to hudo enostavno, zakaj? Ker če slediš nekim predpisom, ne moreš dobiti manj kot 90 točk, čeprav se mi je že zgodilo, ampak takrat nisem najbolj pazil. Sem veš kaj ugotovil? Prva moja vožnja je imela tak, ne vem, 89 pik, druga je imela 92, 97, 99 in bolj celo 100. Tada me to nekaj vrste motivira, da sem še bolj varen voznik, oziroma še varnejši voznik, ne? Ja. Daj, povej še mi nekaj, kako smo se midva poznala, oziroma povej njim, da malo... To bo taki podcast, da veš, ne? Ja, Zato snemam. spoznala sva se v 1. letniku srednje šole, ker sva bila sošolca. Predtem sem te sicer vedela, kdo si. Si vedela? To nisem nikoli vprašal, si vedela torej o meni? Sem vedela, kdo si, Ok. vedela sem, da snemaš pa vse to, ampak nisem pa te ravno spremljala, ne? Razumem. Ne zameriti, ampak ja. Kako to bo, da me nisi spremljala? Nisi pač ne vem. slovenski youtuber odgledala, Ne, ali kaj? nisem dejansko sploh bila v slovenskem YouTubeu. Tako da pol, ko si te videla, da si z mano v razredu, sva tako, njega pa poznam. Okej, nimaš smisla. Tako da ja. Kaj pa misliš, da naredim najbolj od rok pri vožnji, pri čem pa mi je bolj bolj šepam? Jaz mislim, da ti dejansko vse gre, ampak mogoče se ti tu pa tam zgodi, da ne naspelješ v prvi predstavi, ne? Ja. Ampak... To si ti kriva. To si kriva ti, ker me zmaješ z nekimi deep pogovori, ful imamo neko temo in bolj veš tako ti gledam, ne? Razmišljaj. Kak je lepa, ne? Ne se ne. Pa pozabim dati v prve, a to se mi je parkrat zgodilo, 3-4 krat. Parkrat, pač ni nič ogrožalo, ne? Ne, Tako se to sigurno ni. Ja, če smo že pri ogrožanju, ne, Ja. smo bila že večkrat blizu kakšne prometne nesreče, pa ne po najni krivdi, nikoli po najni krivdi dejansko. Ne. Hvala Bogu še do zdaj ne. So pa bili drugi krivi, večinokrat je bilo zaradi, da so nama prednost vzeli, ne. Ja, to se največkrat To je zadnjič bilo tako scary, tam, Ja, z polnim gasom nama res prednost vzeti, ne je bilo lih toliko, da hvala Bogu za bremzo, pa še mokra cesta je bila. res je. To je v bistvu moj neki strah, da bi mu nekdo enkrat prednost vzel, pa fajn ruknil mene, ne. Ja. Kaj pa je tvoj neki strah pri vožnji? Jaz mislim, da ne bi znala dovolj hitro odreagirati na neke stvari na cesti, ali pa da bi me panika zgrabila, pa bi, veš, Pa ne vem, kaj naredim, pa sem spustila volan pa Pa vse. bi napačno smer zavila. No, jaz sem imel ful strah pred tovornjaki, Ja.
ker sem imel prometno nesrečo z dedem. Resno? Ja, ko sem se vozil v šolo, on je vedno, ker sem še v Mariboru živel, ne? Ja. Pesnico, pa sem hodil v šolo in je prišel po mene. In smo se po hitri cesti vozila po desni strani in prije tovornjak iz leve strani na najno desno stran, ne? In naj jo skoraj stisno tam v tisto neko steno, lahko se pač temu reče, ne? Ja. In je bilo res blizu, hvala Bogu, deda zbral pametnejšo stvar, pa je dal na gas, lahko bi pa pač na bremzo stisnil, ne? In je dal na gas in je samo ruknil na potisku enih, ne vem koliko, 10, 20, 30 metrov še naprej, še več, naprej potiskal in je bilo res tako kar scary, no. Pač ti si že bila v kakšni prometni nesreči? Ne, oziroma ja, enkrat, ko sem bila mala, pač mlajša, samo se ful ne spomnim se samo to, kaj mi je mama govorila, ne. Da, mislim, da smo mi celo nekomu vzeli prednost. Vem, mislim, da sem jokala celo, ker sem mislila, da bo moj ata šel v zapor zaradi tega. Prometna nesreča, šel v zapor. Ja, pač nič se ni zgodilo, drugim sem mislim, da res ne vem, kaj je bilo, mogoče smo se malo ruknili. Ja, se to, ja. Ampak, samo ne to tako ful poči. Se mogoče spomniš, kako je počela? Spomnim se, da nas je tak, ja, ker nas je cuknilo, veš. Kako ste pa se spomniš, kako ste odreagirala? To se ne spomnim, tako je mama odreagirala, ata, ne? Sem bolj težko spomnim. Ne, ful se nas. No, kaj jaz povem, kako smo mi odreagirali, oziroma mi dva z detkom. Povej. Ona je tak popenil, ne? Ker oni ni videl, pa mu je trobo, pa se ni vstavil. Pa smo pa lepo se na stran postavili. Lažem, nismo se na stran postavili. Tako smo ostali, dokler ni policija prišla, ja. Tako smo ostali, valjda vsi dali one jopiče gor. Kaj tisti meče, z ono barvo, oranžkasto. Ni njih rešilni jopič, opozorilni jopič, ne. To smo si dali gor, šli na stran. Pa ne vem, kako je bilo dalje, policija je prišla, ampak pol je prišel stric po mene, pa me naprej v šolo peljal. Pa smisla, vsaj v šolo ne rabo iti. Šola na prvem mestu, seveda. Ja. No, Anja, izpita pa še ti nisi naredila, koliko jaz vem. Ne vem pa najbolj, zakaj ga nisi še naredila, ker imaš šanso, da ga narediš. Ja, naredila sem prvo pomoč. Ja, prvo pomoč sem tako naredila, pol pa sem se pri CVP-ju malo zaštekala, zaradi tega, ker ful nima motivacije za toto neko učenje. Pa vse to rada bi ful vozila, tako res bi rada vozila, pa ko me čakam, da bom. Ampak ful se mi ni za učiti, tako res. Jaz je pa ful s tabo vozila, ne. Sej se ti bom odložila za vse vožnje. Ne, veš se mi, se bom kar jaz lepo vozila, dobro? Ne. Ne, se vredno, Anja. Prej praviš, da nimaš motivacije, ampak ni te pa strah voziti avto. Ker mene ima problem, da jih je dejansko strah voziti avto. Ne, ful dvomim, da bom imela strah. Kaj pa imelo te strah? Niti ne bi rekla, da me je strah imelo. Ne. Mene je samo neprijetno, ko jaz ne vem, zakaj ne naredijo bele luči v tunelu. Ful je neprijetno, ona rumena Ful je neprijetno, ful ni fajn, vedno se tako imam ite v 100 noter, ampak včasih še bolj, na začetku so še bolj počasi not vozil, Ja. No, da ne bomo zdaj samo o negativnih pa nekaj nesrečah govorila, gremo malo na pozitivno. Katera ti je bila moja najljubša vožnja, ko smo se nekam peljala? Aha, po mojem, ko smo šla od Bleda pa do Bohinja, zaradi tega, ker, ja ne, Tisto je bilo tako lepo, pa toplo, ful je bilo vroče, bova muzika, to je bilo tako nas smo fajn. imela dol, ne. Pa vroče nam je bilo kot pes, ne, Tako lepo pihalo. pa komaj čakala smo, da se lahko Bohinjalo polno skopamo, ne, Ja. tisto je bilo tako fajn. Pa tako vse je bilo res lepo okoli, ko smo gledala ven, ne. Točno to. Takrat pa je bilo res fajn. No, moja pa je najljubša, več jih je, no, ampak ena izmed nočnih voženj poletje, isto. To smo imeli Midva vsak smo dan. hodila vsaki dan se voziti in to ob 11 do 1 smo se midva hodila voziti po Mariboru. Veš, kaj mi je bilo najboljše? Kaj si ti nora? Ko mi tak ti zvečer napišeš, ura je 11 ali pa pol 12, alo, meni je taki dolg čas, kaj gremo kam? Pa sem, kam bomo te šla zdaj, ne? Pa smo se šla voziti, ja. Tisto je bilo res top, ne. Pa da sem komaj izpit dobo. Pa te je bilo kaj strah, ko sem dobo izpit, da je bilo kaj strah voj z mano? Ker vem, da te je bilo strah? Ja. Res? Ne, hecam se, nimam strah. Pač že takrat, ko si enkrat z Elom prišel, si super vozil, pol pa, ko si dobo izpit, me tako ni bilo strah. Ja. Ker, ne vem, ful se mi zdiš taki sproščen, pa... To se meni tudi zdi, da sem, ja. Ja, Spustimo. se kar varno počutim. Kaj ti je pa, hvala gospod. Prej pogledam rezultat na aplikaciji Drive. Ja. Ti še enkrat povem, skorp mi je dal izziv, moram dobiti več kot 90 pik, upam, da 99-100. Mislim, da sem kar varno vozil po predpisih, vsaj upam, da nisi preveč zmedla.
s pogovora, ampak dvomim. Ful enostavno je dobiti teh 100 pik ali pa več kot 90. Maksimalno je 25% popusta pri zavarovalnici Triglav za zavarovanje mladi voznik, kar je top 25% je ful. Da ti, ko boš lepo naredila izpit enkrat, upam, da ne, čez 10 let, boš lahko ta popust dobro izkoristila, ne? Super. Ok, poglejmo rezultat. Koliko miša sem dobil? 99? Misliš? Ne vem. Ne, 97 sem dobil. Ampak dobro, to ni slabo. Če si me samo zraven motila. 97 sem dobil, to ni slabo. Poglejmo, kje smo imeli sploh probleme. Distraction 100. 100 točk, koliko me te nisi motila, zanimivo. Speed 95. Ja, možda sem kje malo prehitro vozil. Braking 100%, acceleration 100 točk. Cornering 90. Možda sem kje zavil preveč nasilno. Ok, pa to samo enkrat. Dobro, bom naslednjič malo boljše popravil, pa malo boljše vozil. Ampak 97 točk je ok. To je super. Tala Scorp, 97 točk sem dobil. To je bilo drugače, vse je današnji video. Če ste uživali v tem videu, ga lajkajte. Pa ne pozabite v komentar napisati, Jaka, hočemo še več videov z Anjo. Idite na moj Instagram profil, TikTok profil, Jack on the Box, Jack on the Box Slow. Pa ne pozabite se seveda subscribati na ta kanal. Adijo! Dio!